V tednu, ko so se sprejemali novi ukrepi, eno izmed največjih žarišč koronavirusa postala Štajerska prestolnica. Za situacijo v Mariboru strokovnjaki krivijo neupoštevanje vladnih smernic in predpisov. Kaj tasga? Kdo bi si mislil, da se bodo lih v Mariboru uprli čez oblast? Jaz od njih tega ne pričakoval. In kaj točno počnejo Mariborčani, da so se znašli pod drobnogledom stroke? V Mariboru se počne vse, na kar opozarjamo, da naj se ne dela. Je ostra tudi stroka. Ja, v Mariboru se dela vse, na kar opozarjajo, pa tudi neki takih stvari, na kjer stroka sploh še ni pomislila. Če so slabe ideje, kot neke vrste start-upi, pol lahko rečemo, da je Maribor njihov inkubator. V tem trenutku nas verjetno vse zanima, kakšne nore zabave v Mariboru se dogajajo, da se virus tako nenadzorovano širi. Kar 18 se jih je okužilo na praznovanju 80. rojstnega dne, ni pa znano, ali je s to zabavo povezan tudi vdor v dom starejših Danice Vogrinec, največji dom upokojencev v Sloveniji. Glej, Štajerci ga čakajo na pune. Ne glede na starost. Vsako žurko vzamejo, kot da je lahko njihova zadnja. Če so okužbe v domu starejših res povezane z omenjenim praznovanjem, pa je predvsem odvisno od tega, kje so imeli žurerji after party. Lahko, da so šli res v dom upokojencev. Kar zveni precej neodgovorno, ampak po drugi strani, kam boš pa šel po tako dolgi noči, če ne tja? Dom upokojencev je edini kraj, kjer ob 5. zjutraj že dogaja. Epidemiologi v Mariboru so imeli v preteklih dneh kar nekaj dela z ugotavljanjem izvora okužb, a vseeno jim je uspelo ustvariti lestvico najnevarnejših dogodkov. Imamo 18 primerov, ki so povezani z praznovanjem ene 80-letnice. Imamo 8 primerov, ki so povezani z praznovanjem ene fantovščine. Imamo 4 primere, ki so povezani z obiskom enega nočnega kluba. Ja. Daleč najnevarnejša je torej udeležba na praznovanju okrogle obletnice. Manj nevarno je popivanje na fantovščini, najbolj varen pa obisk nočnega kluba. Kar je logično. Na rojstnem dnevu slavljencu sežeš v roko, ga kušneš, amen. Na fantovščini z ženinom nazdraviš, ga poteplaš po rami, gotovo. Nočnem klubu pa striptizeta itak nikoli ne dovoli, da se jo dotikaš. Imam prav ali... A ja, same punce imamo, nima kaj čem to spraševati. Ker se Maribor sooča z velikim številom okužb, bo to za Štajersko prestolnico imelo kar nekaj posledic. Kar pomeni, da je Maribor v bistvu na rdečem semaforju. Mestne oblasti zato pozivajo k odgovornemu ravnanju, saj si ne želijo zapiranja šol, podjetij in drugih ustanov. Ja, verjamem jaz, da je to nekaj, čemur bi se rajši izognili. Zaprtje šol je lahko za Štajerce težavno. Zaprtje podjetij še toliko bolj. Zaprtje gostiln. To bi bila pa lahko nacionalna katastrofa. Sam spomnite se, kaj so naredili, ko so jim postavili radarje. Ne? Zdaj si pa predstavljate, kaj bo, če jim odpovejo martinovanje. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.